To je pa zdaj Nacionalni inštitut Republike Slovenije za zdravje. Ok, super. In tukaj piše opisi kazalnikov. Upam, da vam ob teh podatkih sedaj ne bo čeljust se zaskočila, da boste še kdaj oči odprli in da boste še kakšno stvar slišali, ker opisi teh kazalnikov so grozoviti. Tukaj bomo videli, koliko ljudi je bolanih, zdajle ta hip po uradnih statistikah. Zdravje v določeni občini z NIJZ predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga je pripravil pač tale naš zlati NIJZ. In te informacije o zdravju prebivalstva so predstavljene na ravni Slovenije, pazite, po statističnih regijah. Ker regiji sploh ni, ker tukaj smo rekli, tle sploh ustave ne upoštevajo, lokacij ni, naslovov ni, odgovornih za regije ni, ampak to so kar statistične regije. Mi smo samo še statistika, ker če bi regijo naredili, potem bi ljudje tam živeli. Ko smo pa samo še številke, kjer gledajo, kje prej umirajo, zakaj umirajo, pa kako bi to pospešili demografsko. Ne? Krasno. In zdaj delajo podatke po cepljenju, kje, kdo, zakaj, koliko bolan. S podatki o zdravju v občini pravijo, želimo odločevalcem, medijem, ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati do pomembnih odločitev in aktivnosti na področju zdravja prebivalstva. S tem stavkom so povedali vse. To je to, kar tukaj piše, da o tem ne govorim več in gremo to knjigo njihovo pogledati in tukaj so opisi kazalnikov. Zdaj pa, če imate prst na tipki print screen na računalniku ali pa če boste kaj poslikali podatke, verjamem, da vam bodo prišli prav. To je april 2024, datum zadnje spremembe. Kazalnik. To, kar je v okvirju piše, delež oseb, ki svoje zdravje ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro, je 70% v letu 2019. Okay. 70% ljudi se je izreklo, da imajo dobro zdravje. Zdaj pa gremo v 2021, so pa od spodaj letnice in procenti. In tukaj bom sam bolezni naštel, sladkorne bolezni, povišan krvni tlak, starjevanje krvi, rak debelega črevesja in danke, potem stopnja novih primer pljučni rak, rak dojke in tako naprej. In gremo zdaj to isto stvar dati v številke. To isto stvar bom zdajle, ker tukaj v procentih sem jaz dal v številke. Glejte, kaj se zgodi. Izračun obolevnosti za sladkorno bolezen je v Sloveniji 147.000 bolnikov. Povišani krvni tlak 420.000 bolnikov. Starjevanje krvi 200.000 ljudi. Rak debelega črevesa 126, pljučni rak 105, rak dojke 273, maligni megalon 42 in rak želodca. Se pravi skupaj, pogledajte, koliko imamo bolanih ljudi, 1.050.000, okvirno ta cifra tukaj, ne? In koliko je migrantov in koliko nas je. Trenutno, glejte, to so bolani ljudje, to so še živi ljudje. Nas je, koliko? Recimo 2 milijona na okrog, rečemo na okroglo, in tu več kot milijon je ljudi bolani. Gremo naprej. Opisi, kazalniki, zdaj pa smo pri umrljivosti. No, to so pa zdaj številke, ki vam jih nihče do zdaj ni povedal in jih tudi niste videli. Jaz sem jih šel zračunati iz te knjige, kjer notri, zdaj si morate vi misliti, 212 občin. Za vsako občino posebej govorijo v šifrah. Razdrobljeni podatki do konca. Zdaj, jaz sem naredil tole, sem potegnil ven s pomočjo umetne inteligence, dvakrat sem šel na 2 vzporedni delati, so mi dali isti rezultat, tako da verjamem, da je zdaj to prav, kar to računalnik naredi. Če ima podatek, ne more drugega kot to narediti. Okay? In sem dobil srhljive rezultate. Ne? Tukaj se pravi stopnja umrljivosti, in vidite 1000 na 100.000, a ne? In zdaj tukaj piše bolezni srca in ožilja,
350 na 100 tisoč in tako naprej in tako naprej. Imate celo tabelo, da ne bom zdaj lebral. Od spodaj imate link občine, NIJZ, API, files in pol ena koda, da ja ti čim težje prideš do te knjige. Sam pogledajte, kakšen link je narejen. Okay? Ne? Ja, to so, ne vem, kako se temu reče, blockchain link ali kaj že. Ne? In tukaj so pa zdaj dejanske cifre. Izračun umrljivosti, splošna umrljivost, a ne, je pač na 100 tisoč, cirka 2000-2100. No, ampak zdaj tukaj je prav specificirano. Bolezni srca in ožilja, vidite, 7350 ljudi je zaradi tega umrlo. Po občinah slovenskih, jaz sem to sklep potegnil, to zdaj ni po vsaki, ampak je skupaj iz vseh občin slovenskih. Zaradi raka 5250 ljudi, raka debelega, če to so pokojni ljudje, 42, zaradi dojke 52, zaradi pljučnega raka 84, zaradi samomora 31, skupaj umrlih 33809 v letu 2021. Za leto 2021. Za 20 nimam podatka, ker ni knjige, ampak tole je za leto 2021. Okay? Zakaj je 29 tisoč migrantov prišlo? Če date zdaj številke pa logiko skupaj, zakaj je 29 tisoč migrantov prišlo? Zato da folko rečejo, aha, populacija je, ne vem, 2 milijona pa toliko, aha, zato da to štima. To se opazi. Mi smo opazili, da takrat, ko ni študentov, ko ni poletja, da je Ljubljana prazna. To nam delajo naši vladarji. Skupaj umrlih smo potegnili takole, evo, čist lepo po formuli, procentualna obolevnost, procentualna smrtnost in zdaj, poglejte, imamo tam to je, gledajte, en podatek, 1,1 procentualna smrtnost je 1,61%. Da boste videli, koliko je to več od normalnega, sem šel jaz delati statistiko za 10 let nazaj v povprečje. Gledajte, odstotna smrtnost 2010, 2011 do 2020 sem šel do, ne vključno z 20, ampak do 2020, a ne, gledajte tamle, pride do 1,1. Se pravi, in ko to tamo v povprečju, če te številke seštejemo, skupaj pa jih delimo z 10, dobimo v bistvu 1,1. Ja? Smrtnost, to je recimo tako, a ne? In zdaj imamo pa tukaj mi 1,61. Si predstavljate, koliko je to ljudi več?